Dobrodošli v veliki galeriji Doma kulture Slovenske Konjice na odprtju razstave iz filmskega arhiva Slovenskih Konjic fotografa Mateja Nareksa. Še posebej topel pozdrav namenjam prav razstavljavcu Mateju Nareksu. In Miranu Gorinčku, županu občine Slovenske Konjice. Matej je že od nekdaj svet videl zanimiv in slikovit. Zavedal se je pomena dni in dogodkov, ki so neprecenljivi in ostanejo v spominu zavedno. Na pot fotografiranja je Mateja ponesel njegov oče Ivan. O podpori in spodbudah mame Juste je nadaljeval svojo fotografsko pot in ustanovil svoje podjetje. Foto Matej Nareks posluje že vse od leta 1995 in ima od samega začetka sedež podjetja na Mestnem trgu nasproti Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. Z novimi idejami in smernicami je razširil in vzpostavil trajnostno sodelovanje z občino Slovenske Konjice ter mnogimi drugimi občinami. V tistem obdobju ga je poslovna nit povezovala številnimi osnovnimi in srednjimi šolami, cerkvami in župnišči, večjimi in manjšimi podjetji, društvi ter ostalimi stalnimi poslovnimi partnerji, s katerimi še vedno sodeluje. In občutki ob tem, ko ti ljudje zaupajo in se vračajo k tebi, so po Matejevih besedah izjemni in nepopisni. S fotografijami in snemanji so nastali različni utrinki preteklih in sedanjih dogodkov, ki kažejo način življenja in druženja ljudi. Nekaj teh utrinkov preteklosti bomo danes skupaj doživeli na razstavi fotografij, ki so nastajale vse od leta 1993 pa tja do leta 2003, torej iz filmskega arhiva Slovenskih Konjic. Želimo, da bi se skupaj spomnili na vse tisto, kar smo doživeli, da bi znali bolj ceniti vsak trenutek preživeti v krogu družine, sodelavcev, prijateljev in znancev. Večina izjemnih trenutkov ostane zapisanih v naših srcih, zaradi fotografij pa lahko te posebne dogodke vedno znova podoživljamo, ne da bi kdaj morda utonili v pozabo. Eden takšnih trenutkov oziroma dogodkov je prav gotovo tudi današnji. Naj ostane zapisano v naših mislih in naj ga oplemenitijo mlade flavtistke iz Glasbene šole Slovenske Konjice. Z nami je kvartet flavtist v zasedbi Lea Pinter, Ajda Kangler, Eva Semprimožnik-Fijavš in Pija Brglez. Zlati in srebrn valček in mentorica Sandrin Zemljak. Sodobni opremi na področju fotografiranja. Obiskuje različne fotosejme, sledi novim smernicam, vse z namenom, da bi bil vsak ulovljen trenutek popoln. Biti v koraku s časom pomeni zavedati se, da sta fotografija in film domačem, pa tudi v poslovnem svetu izjemnega pomena, tisto, kar z leti nikoli ne sledi. S fotografijo in filmom podjetja ne predstavijo in ne predstavljajo le svojega poslovanja, ampak tudi klimo, sodelovalno delo ter pripadnost zaposlenih.
Trenutno je v trendu družinsko fotografiranje, umetniško fotografiranje otrok na različne teme, fotografiranje porok in podjetij. Namen je ustvariti zgodbo, ki se lahko odvije z vrsto fotografij ali s filmom. Veliko povpraševanje je tudi po kratkih promofilmih, katerih zgodba je promocijske narave. Vse, povezano s sliko ali filmom, za Mateja Nareksa in njegov Fotonareks predstavlja izziv. K besedi pa vabim Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice, da spregovori ob današnjem odprtju razstave. Izvolite. In ko so ustvarjali negative na steklenih ploščah, na filmih, so tisti, ki so znali rokovati s temi aparaturami, resneto dobro morali izbirati samo kompozicijo, osvetlitev, da je potem prišlo do pravega izdelka. Seveda, v današnjem času, če naredimo malo preskok na digitalno fotografijo, ko vsakdo na svojem telefonu naredi po nekaj tisoč posnetkov in na koncu si priznajmo, fotografij pa nimamo. In tu je ta izjemna vloga tistih, ki so znali popeljati fotografijo iz tistih časov, ko so bile fotografije spoštovane in danes zelo cenjene, čeprav redke za obdobje 100 let nazaj, in do današnjih dni, ko pravzaprav imamo vsak ogromno posnetkov, fotografij pa ne. In jaz sem tu izjemno vesel, da se je našel že oče in potem seveda Matej Nareks, ki je pripeljal v Konjicah fotografijo tako daleč, da če danes nekdo reče, grem k Nareksu, je to sinonim za fotografa, za fotostudio, nišče ne rabi posebej spraševati, kaj pa to je. Vsi poznamo. In jaz upam, da tudi znamo dovolj ceniti, Matej, so tvoje delo, ko se praktično pojaviš na vsakem pomembnejšem dogodku, tudi v lokalni skupnosti. In na koncu koncev, ne sem se prej nasmejal, še danes je prišel s fotoapratom okrog vratu. Zato hvala za ves dosedanji trud, priznanje za tvoje delo, za te izjemne fotografije. Če se samo tistale prvo dan pogledamo, prepoznavna in nihče ne bi vprašati, kdo je avtor, prekvečemo, kdaj je nastala, kdo je avtor, pa ne, zelo prepoznavna. In ta fotografija je ponesla ime Slovenskih Konjic daleč po Sloveniji in tudi po svetu. Hvala za dosedanje delo in se veselim prihodnjega sodelovanja, predvsem pa čestitke ob današnjem odprtju, čestitke ob skorajšnji 20. obletnici samostojne fotografske poti za željo, da bo ta pot uspešna v tvoje zadovoljstvo, v zadovoljstvo tvojih prijateljev, tvoje družine in pa seveda tudi vseh nas. Iskrene čestitke. Najprej spoštovanje pozdravljam vse prisotne. Mislil sem, da bo več, da bo vsaj tri župani, pa vseeno odlično nažalost. Imamo našega prvega župana, našega sedanjega župana. Ta je nastala še v županovanju, mislim, da Rožeta. Slika, tako da bom zdaj malo povedal, kaj so te slike, sploh zakaj so nastale, zakaj sem jih sploh izbral. Tole, recimo, se mi zdi taka pomembna slika, ker je nek dogodek označen, na katerem sta recimo in sedanji naš arhidiakon, pa pokojni, pa še tu je dol, recimo, vidimo Rateja, Tončka, ne. Tule je sicer moja nečakinja gor, se pa vidi, da grad še ni bil bel, ne. Je bil še tak, kot je bil, takrat so ga glih očistili, potem se je pa začel rušiti. Tole je bilo leta 96, se spomnite. Zbral sem to sliko, zato ker se grb vidi, drugače so kakaj lepše, recimo, tako izgleda, kot v res lep nastop, ampak tu se mi ta zdela najlepša, ne. Tale slika, recimo, je pomembna predvsem zaradi gospe Serajnikove, ne. Zdaj, kdo se še spomni. To še tale stara slika, kak je bilo, recimo, ko to so bili slikani na tem območju, na tej sliki, ko je zdaj, recimo, pošta, ne, tam je bila mala gimnazija, kak se rekla. Tole je slikano v Rimerjevi galeriji,
Tile otroci so zdaj že glavne tudi poročeni, nekateri imajo že tudi takle velike. Tole je bilo, mislim, da ko sem začel, je bilo slikano, je dosti lepših slik, ampak ta je zanimiva, ker je asfalt bil, recimo, ne, po trgu. Zdaj imamo lepo drugače urejeno. Pa drevesni, no, ampak je pa zanimivo, recimo, da je, če kdo reče, da je boljši asfalt niti ne, ker je smrdelo tole poleti. Hecam vse, no. Tole je tudi zanimiva slika, tu je že tudi kar nekaj ljudi, ki jih ni več na sliki, tu recimo Božota vidim, da je bil Punčuh, pa so gasilci tole staro pumpo, ki je zdaj v muzeju v Konicah, so pobavali, ne. Tole je tudi slika, ko so imeli gasilci v Tepanju, ne, tako da so tudi malo tepanske ljudi dal gor. Tudi že nekaj pokojnih, recimo, kdo se spomne, pokojni Itak Arhi, pa Rado Hohler. Tam imamo eno sliko, ki pokaže, ko je bila ta Julijeva Korenica na trgu, to je bilo mislim, da je bilo to prvo jurevanje v Korenicah. Tam imamo, na teh zadevah sem vedno zraven, to pa je poznanitev Tagatve v Konicah. Tu na sliki se ne vidi, ampak tu je bil še pokojni direktor kmetijske zadruge Jakov Žinaček, Tole ne vem, sem se sam slikal, ampak vem pa, da je to slika tehnologija. Pa smo bolj takrat malo včara, včasih ni bilo teh Photoshopov, pa tega stanja, pa smo malo dali štrufljen, pa smo malo drugače razvijali, zato se tako bolj rdeč po obraz. Bolj imamo tamle svetišče, če ste videli, oziroma odlagališče je bilo takrat pa vse še gor fura, to bo vredno gospod Zver bolj vedel. Ona slika je recimo zanimiva, ker je bilo takrat edinkrat v Koniški občini, da je bil mednarodni mejni prehod. Potem imamo tamle snetek iz severa slikan, kjer se še šola ni bila dograjena, mislim pa, da ni konus, mislim, da ni še ni špar. Na drugi sliki pa ni recimo kleti, pa Punčnikov Mateja nima hiše še tam na vidi. Tudi se vidi, da še ni šola, potem kasneje 2004 so pa še, to je bilo 2001 slikano. 2004 pa je bila pa že otvoritev v glavnem šole, to je bilo pa 2002, mislim, da so pa šole. Tam so Bužanti še, kar se vidi tako pa Veduta, Konic, pa so tudi lepo Bužanti gor. Roko sem dal pa zraven, zato ker je bila recimo takrat še slikana je še bila spadala pod Konice, ne? Zdaj pa ni, ne, tako da se ve. Pa so se začeli kregati, da bo Vitanska, da bo Zreška, ne? Ampak takrat je bila že pod Konice, ko bo bila prikati. Tega tole, kar se moram pa še zahvaliti moje Simoni, ne, ko je zdaj tole lepo tako organiziralo. Zdaj slike mogoče res niso nekega strašno umetniškega, niso res umetniški izziv, ampak se mi zdelo, da so prav to, tako smo prej, da so nek ustavljen trenutek, ki recimo, ko takle pogledaš, ne, pa sploh ko vidiš takle veliko, pa greš gledati, veš to te trgovine, pa že dolgo ni bilo, ne, ali pa ne vem, to je bilo še vilstvo, pa tam, ko greš gledati, recimo se dva stvari se je spremenilo v 10-20 letih, ne, zato sem pač te slike dole izbral povod, ne. Tako da, mislim, da to vse še bo bilo kako vprašanje. Dajte se prvič, da jaz govorim, no, da malo jaz slikam. Si rekel, marsikaj se je spremenilo, vsi se spreminjamo, tudi ti se spreminjaš. Ja, in tako. Ampak trenutki ostajajo, ne, tudi po tvoji zaslugi, tako da hvala ti za tale dogodek, ki ni samo danes velik zate, za tvoje prijatelje, za goste, ampak verjamem, da tudi za samo mesto Konice. Tako da iskrene čestitke ob odprtju in pa... In kot je rekel že Matej, brez njegove Simone, danes ta dogodek ne bi bil takšen, kot je. Nismo naredili na tako veliko šopka, kot ste danes vi tole pripravili,
ampak skromna zahvala tudi za vas, tako da najlepša hvala za pomoč in pa vas trud, seveda je bil namenjen posebej za vašega nastaja.